je odstopil, njegova partnerka ga je obtožila hudega psihičnega in fizičnega nasilja. Zgodbo je razkril portal N1, priloženo z dokazi oziroma so to slišali in poslušali. Prednik je sporočil, da odstopa, ne ker bi bil kriv seveda, ampak ker ima, tako je rekel, dolžnost zaščititi inštitucijo, ki ji služi. To nisem bil jaz. V poslanskih klopeh ga bo nasledila svetnica SD v Velenju, Janja Rednjak, na čelu poslanske skupine SD pa Antiša, vaša lokalka na nek način, Meira Hot. To Podpredsednica državnega zbora sicer tako. tudi, ne? In Ja, podpredsednica SD-ja, ne, ja. tako. Tako da, ekspresno hitro se mi zdi, da so opravili z vsem. Kaj ti to pove? Se pravi, ta način, kako hitro so s tem opravili. A je to zdaj kultura odgovornosti ali pa mogoče strah pred še eno javno sramoto? Dajmo hitro, volitve so 8. marca. Tako je. No, jaz mislim, da to pove ene par stvari pa vendarle, no. Prva stvar je to, da so se iz afere Litijska nekaj naučili. Če ti predolg tenstaš, in to so potem pokazali tudi rezultati, potem ti javnomnenjska podpora pade. Če se ti to zgodi v pol leta oziroma celo manj, ne, pol leta pred volitvami, imaš kar resen problem. Druga stvar, se mi zdi, da je Jani Prednik, zdaj jaz ne vem, koliko je bilo to pritiskov iz stranke, koliko se je za to sam odločil, ampak da je naredil v bistvu edino tisto, kar mu je preostalo. Potegnil je posledice, jih sprejel in se poslovil zaenkrat iz političnega prostora, ne. Jaz mislim, da poznavajoč stranko, mislim, da ga bodo slej ko prej nekam plasirali, tako da za eksistenco se mu ne bo treba bati.